Spoštovane gostje, spoštovani gosti, prijateljice in prijatelji letalstva, dobrodošli na letališču Slovenske Konjice. Pozdrav tudi županu občine Slovenske Konjice, gospodu Miranu Gorinšku. Posebej smo veseli, da so med nami ministrica za notranje zadeve, gospa Vesna Gerke Žnidar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, poslanca državnega zbora, gospod Bojan Podkrajšek in Zmago Jelinčič, konjiški arhidiakon, gospod Jože Vogrin, žiški župnik, gospod Marjan Veternik in loški župnik, gospod Jože Brezovnik. Prav lepo pozdravljam tudi predstavnike lokalnih skupnosti. Začenjamo slovesnost svečano otvoritvijo vzletno pristajalne steze, ki sovpada 40. obletnico delovanja Aerokluba Slovenske Konjice. K mikrofonu vabim predsednika Aerokluba Slovenske Konjice, gospoda Janja Jenšterla. Spoštovana gospa ministrica, gospod minister, oba poslanca, gospod župan, vsi, ki ste se udeležili, lepo pozdravljeni. 40 let je lepa doba, se pravi, mogoče najbolj plodna. In mislim, da ko smo se zbrali v tako lepem številu, da bo danes ta popoldan za vse skupaj, predvsem za letalce, nekaj posebnega. Še enkrat dobrodošli na letališču Slovenske Konjice in bodite veseli z nami. Hvala. Na oder vabim gospoda Petra Ravnaka, da pove nekaj uvodnih besed. Spoštovani letalci, spoštovani prijatelji, spoštovani visoki gosti. Čast mi je, da sem doživel ta trenutek, da vam nekaj besed povem o našem letališču, o naši trnovi dolgi poti, da smo prišli do tega, kar imamo danes. Srčna želja, korajža, neznosno garanje, široko znanje, finančna zmožnost, pa veliko sreče je botrovalo, da smo po 40 letih dosegli to, kar smo, in upam, da to tudi ni zadnja točka. Če se malo spomnimo, ko smo bili še v rosnih letih, se je letenje na tem področju začelo dokaj zgodaj. Znano je, da je v tem okolju ogromno dobrih pilotov, ki so v svojem času pomenili prave legende tudi v svetovnem merilu. Eden takšnih je bil Vinko Štefanič, ki je leta 1953 pristal prvič na tem območju, kjer je danes letališče. Želel si je, da bi tudi doma imeli nekaj takega, kot imajo v Celju in drugod, vendar je bil sam in je dokaj hitro scagal in je šel v Ljubljano. Pravi razvoj se je začel z ustanovitvijo Aerokluba Slovenske Konjice. Za zasluge za to ima Zorko Dušan, ki je bil takrat pilot v Celju in je gledal na to območje, ko se je vozil s tovornjakom in je vedno rekel, tukaj bo letališče. On je dal idejo za ustanovitev Aerokluba in tako smo leta 1978 ustanovili Aeroklub Slovenske Konjice, ki si je zadal nalogo tudi ustanovitev letališča. Prvi predsednik je bil dokaj močna politična osebnost in je znal stvari organizirati tako, da smo dobili prva soglasja iz Beograda. Malo pogledal na tele. Tako je prišla komisija iz Ministrstva za promet iz Beograda in na osnovi strokovne komisije, v kateri je bil Max Arbeiter, takrat sicer Konjičan, pa upravnik v Celju, in Kencijan Marjan, upravnik v Slovenj Gradcu,
bolj kot ne je Max sam določil traso današnje vzletno pristajalne steze. To je na tej strani, kjer je danes asfaltna. V takratnem času je bilo tole opuščena železniška proga, telefonski kabli, na drugi strani pa je na samo grmovje in očvirje, da je še buldožer zagreznil. In če Max ne bi bil taka avtoriteta, si noben ne bi upal pomisliti, zakaj je ravno tam, ampak zato, ker je odprta ravnina na obe strani. No, in takrat so na lastno roko skopali komersacijske jarke, uredili letališče do takšne mere, da nam je ta komisija iz Beograda dovolila letenje. In sicer bil je pogoj 3 uspešni pristanki znamenitih oziroma izkušenih pilotov iz okolja. Tako je 22.7.1983 prvi pristal tukaj Peter Karner z Piperjem 18 z registracijo Yankee Uniform Charlie Yankee Victor. Zelo sem vesel, da je danes tukaj Peter in da je tudi letalo, ki je bilo legendarno celsko letalo, tudi tam dol v vrsti. Že naslednji dan, 23.7.1983, je pristal Černič Jože iz Slovenj Gradca z Utvo oznake Yankee Uniform Delta Hotel Papa. 24.7. pa je iz Maribora priletel Roben, ki ga je pilotiral Rjavc in Pučko. Oznaka je bila U Charlie Delta Bravo. Na osnovi teh 3 kvalitetnih pristankov in pozitivne ocene nam je Zvezni komitej za promet in veze izdal dovoljenje od 1.7. do 30.10., da lahko tu letimo. Tako smo 24.7.1983 organizirali prvi velik miting, na katerem je nastopil 10 motornih letal. Isto leto smo pa v Celju šli podirati prvi hangar z namenom, da bi ga postavili. Mimo grede, ta hangar, ki stoji, je bil 5. v vrsti. 4 neuspešni, 5. šele stoji. Tu smo začeli potem z skromnimi deli prve modelarske tekme, ki smo imeli potem vsakega 25. maja od leta 1985 naprej. Druga prelomnica je bila 28.7.1985, ko smo tu krstili prvo jadralno letalo, organizirali smo taksi, letenje za občane do pozne ure zvečer, sodelovali so Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Maribor in letenje. Potem je istega leta, 25. avgusta, letalski center Ptuj, Aeroklub Ptuj, organiziral tukaj samostojni letalski dan. Naslednja prelomnica je bil 8.8.92, tu pa se že gre v samostojna Slovenija, stvari so se obrnili na novo, mi smo prav cajt ocenili situacijo in se tudi temu primerno organizirali. Leta 1992 organiziramo velik miting, kjer so prvič tukaj helikopteri pa baloni. Istega leta, 27. decembra, dobimo prvo motorno letalo, ki je neke vrste prvi delničarski projekt v občini. 14.8.93 organiziramo prvo prvenstvo motornih pilotov in na to vsako leto tukaj do dimenzij mednarodnega prvenstva. Leta 1995 dobi naša steza končne dimenzije, to je 820 metrov krat 50 in isto leto gostimo kamp jadralnih pilotov iz Nemčije, iz Coburga. 97. leta postavimo malo bencinsko pumpo. Leta 1999 pa je tukaj velika prireditev, na kateri organiziramo mejni prehod za carino. In so za tiste razmere, danes je to smešno, ker kolegi iz Nemčije, iz Avstrije pridejo tu, kot so iz sosednje vasi. Takrat je pa bilo zelo težko in smo imeli tukaj carino in mejni prehod. Takrat se na velikem mitingu udeleži tudi reaktivno letalo Learjet slovenske vlade in cestna Smelta. Isto leto zgradimo aneks učilnice in dobimo hišno številko Žiče 107. Leta 2001 imamo spet veliki miting. To leto je pomembno, ker prvič prebijemo številko 100 pilotov v naši organizaciji in sicer 101 pilot smo ga imeli.
Leta 2004 organiziramo tukaj prvi zbor vojaških pilotov. Leta 2006 pa v zelo težkih pogojih gostimo praznik slovenskega letalstva, je bilo okrog 10.000 ljudi. Leta 2012 gre Matevž Lenarčič, ki ima svojo bazo tukaj in malo kdo ve, da je izkonit tukaj deluje, je šel prvič okrog sveta. Takrat se pojavi podjetje Trixi, ki uspešno dela zrakoplove in se letos preselijo v nove prostore 3000 kvadratov v mestu in dobimo tudi organizacijo za usposabljanje pilotov Airbusa, kar imamo še danes. Leta 2015 zgradimo nov hangar in leta 2017 zgradimo tole stezo. V tej stezi je bila muka in v tem se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo dosegli to stezo. Moram reči, da smo popolnoma legalni, po naravni poti dobili gradbeno dovoljenje preko Magna, en mesec ni prej. Toliko bi jaz naredil, pa hvala lepa, pa prosim, še naslednji slogan. Gospodu Petru Ravnaku za te besede. Mikrofonu vabi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Spoštovani predsednik Aerokluba Slovenske Konjice, gospod Janez Jenštrle, kolegica ministrica, župan občine Slovenske Konjice, kolega poslanca, spoštovani piloti, gospe in gospodje. Moram povedati, da sem bil velikokrat že tukaj na tem letališču v Slovenskih Konjicah oziroma v Ločah, Žičah, ampak danes sem prvič priletel v vaš lepi kraj. Kot minister za gospodarstvo sem imel priložnost prepotovati Slovenijo po dolgem in počez, ampak šele iz zraka lahko vidiš, kako lepa je naša domovina. In zato spoštujem vse aeroklube vašega v Konjicah in ostale po Sloveniji, ki negujete tradicijo negovanja varne športne vožnje, pa tudi v nadaljevanju verjamem, da se bo vse to razvilo kot neka podpora turizmu. Turizem je pomembna gospodarska panoga v Sloveniji, tudi tukaj pri vas na Konjiškem, Zreškem imate tradicijo dolgoletno zimskega turizma, zdraviliškega turizma, spravi imate vse, kar potrebujemo za celoletni 12-mesečni turizem, ki ga kot glavni cilj opredeljujemo v strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017-2021. In verjamem, da bo tudi ta vaša vzletno pristajalna steza pripomogla k temu, da bomo sodobnim turistom, ki si želijo zgodb in pa doživetja, lahko pričarali tudi kakšne nove, dobre slovenske občutke. Čestitam vam, da ste uspešno zaključili ta velik projekt, ampak moram kljub vsemu povedati, da je tudi Magna pridobila legalno dovoljenje po naših zakonih in pa po pravilih. Res, da smo malo bolj robantili od zadnji, da so vaši ljudje tukaj bili bolj sami, ampak tudi mi smo od strani vsaj kak mali kamenček prispevali k temu, da se vse to naredilo, kar imate tukaj. Čestitam vam in želim vam veliko uspešnih pristankov in vzletov z tega letališča. Najlepša hvala. Najlepša hvala ministru gospodu Zdravku Počivalšku. Sedaj pa na oder vabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, ki bo spregovoril o pomenu letališča za lokalno skupnost. Spoštovane gospe in gospodje, prijatelji, prijateljice letalstva, na takšnem dnevu je prav lepo biti Konjičan, kajti danes imamo vsaj dva razloga, da smo lahko ponosni, da smo lahko veseli. Ta prvi razlog ima kar nekaj desetletno zgodovino.
to je 40 let nazaj ustanovitev aerokluba, ko je takrat nekaj, moram govoriti v prvi osebi, ko nas je takrat nekaj še precej golobradih ustanovljalo aeroklub z vizijo, da nekaj storimo na področju letalstva. Verjamem pa, da jih je bilo zelo malo takšnih, ki so v tistem času imeli vizijo, da pridemo do tega, kar imamo danes tukaj. In lahko bi dolgo govorili, naštevali, ljudje večinoma poznate, kaj vse se dogaja, ne samo na letališki stezi, kaj se dogaja za temi zidovi. In v končni fazi je prav, da minister za gospodarstvo sliši, da je s tem letališčem, s to dejavnostjo letalstva povezano okoli 100 ljudi, 100 delovnih mest. In drugi razlog za veselje je prav gotovo, da smo po večletnih bojih z birokratskimi ovirami, s pravno logiko, povsem legalno, če se še jaz malo pošalim, prišli do tega, da smo umestili tole stezo v sredini območja Nature 2000 in da smo danes vsi skupaj zadovoljni. Tako tisti, ki skrbijo za varovanje naravnega okolja, kot tisti, ki želijo nekaj več dodati k temu, kajti na tej stezi bodo pristajali in so že pristajali tudi turisti, tudi takšni, ki se pripeljejo z letalom, imajo namen nekaj več potrošiti. In zato sem, kot sem dejal, je danes poseben dan, poseben razlog za veselje. In pred dobrim mesecem smo na svečani seji občinskega sveta že dali priznanje gonilni sili Petru Ravnaku, ali bolje Pikčiju, kot ga vsi poznamo, z zlatim grbom občine Slovenske Konjice. Pikči, iskrene čestitke še enkrat in kapo dol, jaz ti je že prej dal v žep, da ne bi pozabil, kapo dol. Koliko znanja, koliko vztrajnosti in koliko trme, vse usmerjeno v isto smer, da smo danes lahko tukaj. Ker se je pa vse skupaj začelo, kot sem dejal, pred 40 leti in da je tisto seme, ki je potem vzklilo in bogato obrodilo, je pa le bil nastanek aerokluba Konjice. Predlagam, da se mi predsednik Jan Jenšter, ki si pridružiš, da v imenu lokalne skupnosti podelim priznanje občine Slovenske Konjice aeroklubu ob 40-letnici delovanja kluba za željo, da seveda ta klub skrbi za razvoj letalstva tudi naprej. Vsem ostalim, vsem letalcem pa želim seveda obilo odločnih vzletov in pa mehkih, predvsem pa varnih pristankov. Aeroklub Slovenske Konjice podelil nagrade še lokalnim skupnostim in gasilskim organizacijam. Kot veste, vsako letališče rabi tudi svojo gasilsko podporo. Tako je vrsto let sodelovali lokalna gasilska prostovoljna društva in so nam pomagala pri vseh mitingih. Tako je na začetku nam največ pomagal Domicilni prostovoljstvo gasilsko društvo Žiče, vrsto let. V zadnjih letih, ker je certifikacija letališča zahtevala malo boljšo opremo, pa to smo bili prisiljeni oziroma smo zaprosili to gasilsko društvo Slovenske Konjice. Istočasno pa nam na pomoč priskočijo vedno gasilci iz Loč, kajti loški gasilci in konjiški imajo tudi certifikat za letalsko gasilsko dejavnost. In naprošam predsednike gasilskega društva vseh treh omenjenih, da pridejo po skromno priznanje. Gasilsko društvo Žiče, gospod Kubošek, poveljnik gasilskega društva Žiče. Gasilsko društvo Slovenske Konjice, gospod predsednik Alenc. Še gasilsko društvo Loče, gospoda predsednika.
Še naprej se jim zahvaljujemo. Vse tri gasilska društva tudi aktivno delajo v telemedicinski pomoči in so letos že 3-krat tule intervenirali, enkrat en, enkrat drugi s pomočjo slovenske policije in zdravstva. Tudi za lokalne skupnosti, katerim pomenimo po eni strani pridobitev, po drugi pri ljudeh, ki niso željni, bi rekel, hrupa in take, ne kažejo take navdušenje, pa so nam kljub vsemu podpirali vsa ta leta. Vas naprošam, če se zglasite, da vam podelimo skromno priznanje. Najprej krajevna skupnost Loče, gospoda Čakša. Gospod Janko Čakš osebno in krajevna skupnost ste imeli velike zasluge, da so se stvari okrog našega letališča umirile, da so se stvari pokazali v pravi luči, kot je treba, in smo vam to posebej zahvalni. Krajevna skupnost Žiče, na katerem ozemlju leti letališče, stoji letališče, kjer se zahvaljujemo predvsem nekoč predsedniku Ludviku Jermanu, ki je znal videti, del, ko vsi ostali v takrat nas je podprl, in krajevna skupnost Žiče skozi stoji ob nas. Mi si želimo, da bi to zaupanje obdržali in da bi tudi poplačali, koliko oni pričakujejo. Naprošam gospoda predsednika Jožeta Sadlerja, da se zglasi. Pa seveda krajevna skupnost Draža vas na zahodu, oni so na zahodu, ker so najbolj razviti. Naprošam gospoda Arbajterja Dušana, legendarnega župana, ki pa res skozi 40 let pri vsaki stvari zraven si je začel barvati lasi v iste barve kot mi. Ko se je začelo letališče, je bila to ena občina, velika občina, gospodarsko razvita. Danes so tu 3, od tega so 2, ki se nas skozi podpirajo. Ena je občina Zreče, kjer je nekoč, ko se je vse začelo, nam je tovarna Unior, gospod Osule, zgradil tole cesto, ta prvo, ko postavil gospod Nemeš, nam je pa dal delo, da smo lahko štancali. V Konicah nam je pa gospod Pohon dal štanco. Tako smo začeli. Naprošam predstavnika občine Zreče, ker župan ne more, da se zglasi gospod Kronika Štefan. In seveda še naša matična občina Slovenske Konjice, tu nimam izgubljati besede. Kako prijetno je, da je občina, kljub temu, da se vse odloča druge razno občini, vsaj stoji po strani za vsako malenkost, za vsake stvari. Tu smo imeli strašno srečo, da je Miro tudi pilot in da je znal prisluhniti, nihče drug ne bi mogel dolg. Naprošam po priznanju. In še na koncu, Aeroklub Slovenske Konjice je res imel ogromno vlogo v nastanku tega letališča. Ogromno članov, ogromno srca, volje, vsem se ne da zahvaliti, zdaj pa si zaslužijo, ampak kljub vsemu bi podarili tule 4 posameznike in to
Vsi vemo, da je sekretarka Aerokluba najbolj pomembna stvar, predsedniki odločajo, odgovarjajo, brez dobre sekretarke pa nič ne gre. Ta prva sekretarka je bila Anica Brumec, kateri smo izmerno hvaležni za vse delo, kar ga je postavila pri sami ustanovitvi. Druga sekretarka Zdenka Kovač, ki je celo bila tako dobra, da je postala ministrica. In tretja je naša Sonja Kolar, ki že upravlja več kot 20 let to funkcijo, ima živce z samimi pretežno moškimi. Veste, kako je to težko delati, prosim, da pride po eno knjigo, ki je posvetil naš Lenačič Matevž. Dva predsednika sta pokojna, tretji predsednik, ki je pa mogel silom priliko postati zelo mlad in se razvijal tako vsemi in je dejansko bil na čelu kluba, ko smo vse te velike stvari pridobili, pa mu nikoli nismo rekli niti hvala, posebej pa mu zdaj isto knjigo nabrošamo Darko Tomasnaku za vse te lete trpljenja z nami. Tretji je ponovno, pa ne zato, ker je župan Miran Gorinšek, je bil na ponedeljek, imamo obletnico prvih samostojnih letov v Celju, je bil dober jadralni pilot, potem ga je pa življenje neslo na dolge stvari in prineslo nazaj v letalstvo. Kot rečeno, je bil ustanovni član Aerokluba, takrat kot mlad, zdaj pa kot župan bo neizbrisno zapisan za nas in ga naprošamo za isto, da se zglasi. Gasilci. In jasno, aktualni predsednik ni iz naših krajev, ga bomo pa za našega 21 let drži štango, pa se mu v tem primeru tudi zahvaljujemo. Jani, čestitamo. Dakle, zdaj mi naše ceremonije vključitave pa bi nadaljevali z proceduro otvoritve. Sedaj vabim gospoda župana Mirana Gorinška, ministrico za notranje zadeve gospo Vesno Gerke Žnidar, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda Zdravka Počivalška, gospoda Janja Jenšterla in gospoda Petra Ravnaka, da prerežejo trak. Te zadeve je dobro blagoslavljati, ker je to najkrajša pot za nebesa, pa za v peklo.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga našega Očeta, Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Sestre in bratje, danes se več ne moremo predstavljati življenja brez prometnih sredstev. Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike in prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in rešujemo življenje. Gotovo je prav, da ta sredstva blagoslavljamo, da z blagoslovom Bogu se zanje zahvaljujemo in ga obenem prosimo, da nas varuje. Blagoslovljena letališka steza naj bo znamenje, da nas Bog spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno računati z njegovo pomočjo. Zdaj sledi blagoslovna molitev. Molimo, o Bog, nobeni Ukrajini nisi daleč od tistih, ki ti zvesto služijo in očetovsko braniš in varuješ tiste, ki vate zaupajo. Vse, ki bodo na tej pristajalni stezi vzletali in pristajali, vodi s svojo milostjo in spremljaj svojo roko. Varuj jih in brani pred vsemi navadnostmi, da bodo mogli spomniti, kar želijo in srečno priti, kamor so namenjeni. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, blagoslovi na vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Sedaj bo pa demonstriral delo na letališču najprej naš dolgoletni gost oziroma naš član v imenu Matevža Lenarčiča, ki pomeni zadnje lete enega največjih pilotov na svetu, njegov pomočnik Domen Graf. To je gospod skromne narave, ki stoji v ozadju vseh velikih Matevžovih podvigov, ki so res enormni. Jutri se odpravlja na svetovno prvenstvo v ultralahkem. Skupaj z Matevžem sta solastnika podjetja in letala slovaške proizvodnje, s katerimi je Matevž dvakrat obletel svet, pravkar se pa je vrnil iz daljnega vzhoda preko Rusije. 20.000 kilometrov Matevž je danes odsotni in naprosim Domena Grafa, da poleti. Majhne ekipe, ampak zelo entuziastičnih letalcev, ki prihajajo